Torej, dal sem takšen naslov, da malo navdihnem oziroma spomnim na besede Jezusa, ki je rekel, da bodimo zunaj preprosti kot golobice in znotraj pozorni kot kače. Zakaj? Da bomo postali od zunaj modri kot kače in znotraj torej mladi kot golobice. Torej, v srcu mladi, od zunaj pa ne stari, torej, kakor je rekel Dejan, ampak modri, vedno modrejši. Torej, lahko rečemo tudi svetli, na najbolj plemenit način. Ker namreč svetlost ni absolutna. Tudi Einstein, danes bomo dvakrat torej se vrnili v krogu do Einsteina. Svetloba namreč se lahko obnaša kot delec ali kot materija. Svetloba je pravzaprav torej posledica luči, torej vira svetlobe, ki je Bog. In torej, kakor obstaja torej bojišče, katerega smo zdaj poslušali, med temo in svetlobo, tako obstaja tudi bojišče med svetlobo in virom. Torej, svetloba je manipulirana, svetloba se zlorablja, svetlobo se ljudi nabliska, zmede, nahajpa, rečejo tudi recimo v angleščini. In potem imamo tukaj krive preroke in tako naprej. Torej, in tukaj torej je novo takšno višje bojišče, za pravo svetlobo, resnično svetlobo, ki je smiselno razločevati, tako naprej. In torej začnemo, oziroma dajmo začeti torej pri tem zadevi. Jezus je rekel, da poslednji demon na zemlji je mamon. Torej duh, tudi rečejo bog denarja. Torej sile zla v drugi svetovni vojni niso kar izginile, ampak so torej preselile se v sile komercialnosti. Torej denarja, unovčevanja in tako naprej. Prodajanja. In potem tukaj bom še omenil, ki je Jezus rekel, da ima čredo tudi so tudi drugih hlevih črede. Torej, Zemljani nismo edini v vesolju, Tukaj so še drugi starejši, kot so Zemljani. In torej igralci, ki so na strani teme, na strani svetlobe in na strani torej luči. Torej imamo cel spekter veliko različnih bitij, ki so vidni ali nevidni izza kulisja, skriti ali v človeških podobah ali v različnih podobah, torej tudi v vesoljnih ladjah, v podzemlju, vsepovsod je veliko življenja, zelo inteligentnega. Tako da torej najprej temne igralce bom predstavil, so torej drakoni, ki so torej ti zakoni, ki so tega sistema, so drakonski zakoni, se reče. Torej drakoni, ljudje, zmaji, torej pa tukaj tudi niso vsi torej zdaj vsem uvrščeni, vedno so tudi prehajanja bile med rasami in tako naprej. Potem imamo ljudi, reptile ali ljudje kuščarje, plazilce, torej kateri med ljudmi, med politiki so tejle. Če boste dobro opazovali, boste lahko videli. Nekateri recimo ne morejo skriti s podbradkom, recimo, malo se zdaj hecam, recimo, ampak dobro. Potem imamo igralce svetlobe, ki so torej plejade, plejačani, torej v slovenščini gostosevci, ozvezdje pa Sirius, Sirijančani. Jezus je rekel, da najprej se bodo tej naredili prvi kontakt javen z Zemljani, z nami, s svetom, človeštvom, ampak reče, da naj jim ne dajemo pozornosti, ker nas bi samo vpeljali v velika podjetja življenja, kar pa ni namen Zemljana, da postane spet delavec v nekih novih sistemih. Namen Zemljana namreč je, da izrazi svojo navdušo. Zemlja je planet svobode, to je najmočnejša učilnica, najmočnejših lekcij, kjer se pridejo učiti tisti, ki hočejo res se nekaj naučiti. In zato je tudi pač kombinacija torej svobodne volje in
torej te amnezije zaradi torej pozabe, ki se zgodi zaradi prihoda v materijo, je torej zaradi tega je prišlo do vsega tega zanimivega na Zemlji, kjer poteka bitka med svetlobo in temo že 13.000 let ali še več, ne, tako nekje tako dolgo. Ampak zaradi tega je tale Zemlja torej modri diamant vesolja, ne. Čudovit fenomen, nikjer tako različni ekosistemi ne sobivajo v bistvu skupaj kakor na Zemlji. Ni takšne biodiverzitete, torej. In bogastvo je v raznolikosti, torej v biodiverziteti, v tem je bogastvo pravo, ne. No, potem pa imamo še recimo igralce luči. Bom kar tako zdaj malo to sodil, čeprav ni mišljeno zdaj, da bi jih uvrščali nekam, ne. Ampak pač torej tiste, ki Jezus reče, da naj jim damo pozornost, to pa so recimo Arkturijanci, ki so zelo skladni s Kristovim principom. Potem imamo tudi, jaz bom tudi prisegal na Lirijance, ki so prvi humanoidi naše galaksije. In še jih je in še veliko je teh vesoljcev in humanoidov in tako naprej. Gremo naprej. Leto nazaj, ko se je kandidiralo za predsednika, sem tudi sam kandidiral. In sicer s predstavitvijo vizije projekta, da se ljudje naučijo, torej da spoznajo, torej smo rekli, tretjo cono sveta. Imamo cono matere narave, imamo cono kulture ali človeštva, otroka, pa imamo potem še cono očeta ali transmisije skozi odprave, prestola, ki je do zdaj bila skrita, zlorabljena. Ampak torej, ko ljudje spoznajo to tretjo cono sveta, ko se torej naučijo strokovnega znanstvenega predsednikovanja, lahko so torej in predsedniki in kmetje hkrati, oziroma vrtnarji. In šele tedaj lahko začne resnična vlada, recimo ljudstva. Ker če ne, Einstein je napisal EMC². Nisem zagovornik te formule, ampak recimo torej E predstavlja energijo ali duha ali moč ali glave ali tisti, ki vedo, tisti, ki dejansko vodimo svet. Potem imamo maso, materijo, množico, pa kvadrat svetlobe. To je, v kolikor masa, množica, materija ne zna uporabljati svetlobe, jo pravilno usmerjati za prave namene in za dobrobit, skupno višje dobro, je torej množica manipulirana s svetlobo. Preko medijev, preko cerkve, preko kaj imamo še, politike seveda, ne. Ker to svetlobo pridno, oni se zavedajo te svetlobe v različnih nivojih in se torej uporablja, da se mede ljudi, da se jih barva, da se jim nastavlja na oči, torej, oziroma na samo češariko, torej lažne, smo rekli, projekcije, diapozitive, da ljudje vidijo neke njihove slike in projekcije njihove realnosti, umetne matrice in svetove. No, tako. In torej, ko se naučimo torej, ko to meditacijo nove dobe uporabljamo, vedno več prispevamo k sovodenju in torej usmerjanju planeta skozi vesolje. Torej, kaj se bo Zemlja gibala v te dimenzije, ali bo šla dol v neke nižje dimenzije, ali bo šla v nebesa, ne, ali kamorkoli bomo že usmerili planet, ne. Tako, no, in zato sem pač torej tudi izdelal orodje, kako lahko to praktično, tehnološko, če želite, uporabimo in apliciramo. Hkrati bom pa tukaj uporabil priložnost, da razkažem skladnost te tehnologije modrosti, smo rekli, torej za upravljanje komplet ekosistema, z molitvijo, ki jo je Kristus dal za novo dobo, za novo Zemljo. In sicer
Šel bom pa od zadaj naprej, ne. Ker mogoče za krščanski svet bo kontroverzna, za krščansko indoktrinacijo, tako da bomo s tem zaključili bolj, ne. In sicer tako, torej smo rekli, imamo Kristus, torej ali učitelj, če želite rajši bolj univerzalno, spozna, a ne, na vrhu gore je in spozna. In potem se spušča oziroma potuje med kraljestvi ekosistema, če želite, med čakrami, med žarki, med duhovnimi vrednotami in se pojavijo tele 7 verzij 7 čakr, 7 žarkov, 7 kraljestev ekosistema. Allora, torej, zadnji vers gre takole. Potem pa, če se boste obrnili nazaj, boste lahko videli, kako gre molitev od začetka. Moje najvišje bitje in postajanje. Torej, tukaj ta vers je skladen s žarkom odpuščanja, vijolični žarek, ki je v soboto, kakor sem jaz danes lepo oblečen. Odpuščanja torej in kraljestvom mineralov, kristalov, torej najbolj prizemljene, konkretne podobe svetlobe, najbolj oprijemljive. Potem gremo torej v drugo kraljestvo, 6. vers. Kjer jaz uresničuje. Torej, to je kraljestvo sočutja, kraljestvo bakterij, trebušne čakre, torej škrlatno-zlati žarek, torej programska oprema, smo rekli, ekosistema. Potem gremo na 5. žarek, 3. kraljestvo, ki so torej rastline, strojna oprema ekosistema. Torej vers tega je duh in telo so moji templji. Torej, ta kraljestvo temelji na hvaležnosti, zelen žarek, oko uma, reče Jezus. Torej rastline, ki proizvajajo vsak kisik, transmisijo samo, plodove, listje, zemljo, ne, energije, kvalitete duha sidrajo, lipa prijateljstvo, smreka skrivnostnost, kostan pravičnost, bukev kreativnost in tako naprej. Vsa ta drevesa nam pomagajo torej v kreaciji. Potem imamo 4. kraljestvo, 4. žarek, 4. vers, centralni žarek torej, ki je korenska čakra, bel žarek, glive, glavni komposterji, razgrajevalci nečistosti, radioaktivnih odpadkov, plastike in tako naprej. Malo toplo ratalo, se malo seč. Ja, zdaj kateri vers pride tukaj, torej. Torej, 4. kraljestvo, torej je kraljestvo, smo rekli, torej nenavezanosti in vers molitve Kristusove gre tukaj tako. Vse se bo vrnilo vame. Torej, korenska čakra oziroma anos, po domače, vse se bo vrnilo vame, torej karkoli delamo, se bo nam vrnilo, zato je smiselno dobro oddajati od sebe in delati. Torej glive, ne. Potem imamo 3. vers, 5. kraljestvo, ki so živali. Srčna čakra, srce ekosistema, ljubečnost. Torej
kraljestvo živali pa moli takole. Vse izhaja iz mene. Torej, vse izhaja iz srca. Rožnati žarek. Potem imamo drugi vers, šesto kraljestvo, ki je človeštvo. Kronska čakra, ekosistema, rumen žarek, nedelja. Torej, tale žarek pa takole moli. Bazira pa na poštenju, poštenosti, to je namen človeštva, njegova esenca, pot, smisel. Torej, tale kraljestvo pa takole moli. Jaz sem oče in mati vesolja. Torej, smo in iniciatorji, in tisti, ki rojevamo potem samo zadevo. Gre skozi nas, skozi naš mikrokozmos. No, in potem, ko pridemo torej v sedmo kraljestvo ekosistema, prvi žarek, prvi vers, gre pa takole. Torej, tukaj je kraljestvo glasnikov, zato tudi temu rečem vlada ne demokracija, ampak glasnikokracija. Torej, tisti, ki znajo delati svetlobo, in je torej vlada glasnikov, včasih bi morda rekli svečenikov, ali pa kakorkoli že, torej prebujenih svetlobnih delavcev, torej, ki bazirajo na iskrenosti, moder žarek, grlo. In torej ta žarek pa moli takole. Jaz sem kreator vesolja. Hvala.